Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Pred nami je še zadnje dejanje četrtega kroga prve lige Telekom Slovenije. V Domžalskem športnem parku ob Kamniški Bistrici bomo spremljali srečanje med Domžalami in Gorico. Zdaj Osuđi proti Edafeju, priložnost za podajo, pa potem Žigon v blok. Še enkrat Gregorič podajo, priložnost za Edafeja, še lahko nevarno in prek gola. Tudi tekmo domžalskega nasprotnika Marseja si boste danes lahko že čez nekaj minut ogledali na našem drugem programu. Medtem pa Čerin mimo gola. Prve slovenske nogometne lige strani uradne spletne strani tega tekmovanja. Medtem pa udarec iz kota za Kolenca. Pa priložnost za Celcerja, brani Milič in potem gol. Na to pa je odbito žogo v mrežo za hrbet Dejana Miliča pospravil Donatus. Žužek, morda priložnost za strel, Žužek je podal proti Firerju, še vedno se bori Ivan Firer, tam je Čerin, ki spet strelja, tokrat pa čez gol. Na zadnje pa sta se v prejšnji sezoni ekipi srečali v 34. krogu. Medtem strel Filipoviča prek gola. Nekaj več prostora se odpira za Roma na desni strani. Nizka podaja v sredino in izenačenje. 59. minuta po podaji Matije Roma. Takole iz prve po obratu je z levico zadev hrvaški napadalec in izid izenačil. Čerin, ki se bori, pa znova Ožbolt proti Bizjaku, ki strelja, brani Sorčan. Dobro prestrezanje Celcerja, tam se bori tudi Filipovič in tu je priložnost za Marka Guliča, priložnost za Goričane, Gulič strelja, brani Milič in potem še Osuđi v sredino in še ena obramba Miliča. Firer, pred njim je Gregorič, podaja v sredino in mimo gola. Ožbolt. Podaja v prostor, Bizjak ima priložnost in dobra reakcija Sorčana. Grudina, odkril se je Celcer. Žoga v sredino, priložnost za Filipoviča in tudi to je ujel Milič. Goričani so se obranili, Slavko Vinčič pa je odpiskal konec tekme. V Domžalskem športnem parku je torej končni izid 1-1. Ja, apsolutno. Mi danes praktično nismo zbirali igralcev. V igro smo dali, bom rekel, ekstra mlado ekipo, predvsem igralci, ki so zdravi, vsi ostali dejansko niso bili nared za, bom rekel, novične napore. Ta dolg ritem daje, mislim, pušča posledice. Jaz mislim, da smo danes zelo korektno odigrali, bom rekel, s tem zelo ekstra mladim kadrom, ne nazadnje smo igrali proti podprvaku, tako da jaz mislim, da veliko stvari je bilo dobrih, so pa normalno stvari, ki jih bo treba popraviti za v nadaljne. Mislim, da ja, ker po priložnostih smo imeli več, dobro smo ustavili njihovo igro, ker so najbolj nevarni, tako da sem zadovoljen, kar se tiče pristopa in same tekme, kako je bila odigrana. Mi smo že v Celju igrali dobro tekmo, samo imamo pač tak moment, ki nekako se ne obrača prav. Vendar danes to predstavo mislim, da se fanti zaslužijo pohvale, tako da treba delati naprej.